Ko že misliš, da poplava križancev pomeni en sam dolg čas, Citroen pripelje svoj novi C5 Aircross in vse skupaj postane spet malce bolj zanimivo. Je pa tole eden od redkih privzdignjenih avtomobilov, ki se ne trudi biti športen, ampak predvsem udoben. Kje je skrivnost? Ja, za začetek so izkoristili svoje bogato znanje z dirk VRC. Ja, v tem avtu imate podobno tehnologijo kot tisti super dirkalniki v reliju. Ampak tukaj ni namenjena polaganju ovinkov, da noben potnik ne bo zadržal kosila v trebuhu. Kje pa? Učinek je ravno obraten, vožnja pa je po zaslugi progresivnih hidravličnih blažilnikov večinoma izjemno udobna. Pravim večinoma, ker se na grdih odsekanih luknjah avto še vedno strese in to se čuti potem tudi na volanu, če je cesta vsaj približno lepa, pa kar plava preko grbin. Zaradi posebne tehnologije blažilnikov so lahko hodi koles daljši, blažilniki pa večino časa v tistem srednjem idealnem položaju, da lahko lepo požirajo potem luknje. No, vidite, na področju, po katerem je Citroen najbolj znan, se ni izneveril, kar je že velik plus. Enako prepriča svojo atraktivno obliko. Jasno, ta še zdaleč ne bo vsem všeč, ampak vse pri Citroenu nikoli ni. Tudi tukaj lahko občudujete prepoznaven znak, pa potem te plastične zaščite in tole zanimivo zožitev zadnjega stekla, ki kar pade v oči. Prav tako je zanimivo in prepoznavno znotraj. Meni so še posebej všeč tile sedeži, ki so bistveno bolj udobni, kot dejansko izgledajo, no voznik pa je takole lepo ujet v tale kokpit. Edino tisti, ki radi sedite bolj narazen, morda ne boste najbolj zadovoljni, ker boste z desnim kolenom butali v ta osrednji greben. Izdelava se ne zdi slaba, je v bistvu edina napaka, ki sem jo našel, je tale strgan šiv, tudi materiali so večinoma dobri, čeprav je od tule dol vse skupaj plastično. Če imate samodejni menjalnik, je v bistvu položaj za volanom zelo dober, pri ročnem pa je vseeno malce nerodno, ker je potem ta desna roka tako visoko. No, sicer pa je prostor zelo dobro izkoriščen, sploh prtljažnik je velik in meri od 580 do 720 litrov, ker je tale klop vzdolžno pomična. No, v bistvu so vzdolžno pomični kar posamični sedeži, bi bil pa še bolj zadovoljen, če bi šlo vse skupaj lahko bolj nazaj, ker tudi v tem položaju ni posebej veliko prostora za noge odraslih. Okoli voznika je dovolj prostora za odlaganje vsega živega, meni je dejansko najbolj všeč tale ogromen, pa še hlajen predal tukaj vmes. Mateja pa moti, da ta ledvena opora ne ostane napihnjena, potem ko avto ugasne in jo je treba vedno znova nastavljati, no sicer pa imate sedeža kar prijetno masažo. Digitalni merilniki so všečni, ker imajo veliko različnih tem, tukaj ima celo kamero, če se vam kakšen istok vrže na havbo, spet pa me jezi slika vzvratne kamere, ker se čisto preveč zatika. Ste lahko že čisto ob oviri zadaj, ko pokaže pravilno. Klima, ja, še vedno je treba pritiskati na zaslon, kar mi ni najbolj všeč, ampak v bistvu nimam druge izbire. Je pa vsaj gumb za notranje kroženje pravi. Od tega avta ne smete zahtevati preveč vozniške dinamike, ker je očitno nastavljen za udobno premikanje. V osnovi je zato malce več nagibanja kot pri podobnih križancih, čeprav lega ni zato nič manj zanesljiva. Ko je potrebno, se vseeno prav lepo odpelje in s tem motorjem, ki je 100 kg lažji od dizelskega, tudi nos ni posebej težak. Volanski mehanizem je seveda premalo obtežen in dostikrat nimaš pravega občutka, če ravno ne pogledaš, kam je sploh obrnen. Tudi s tole tipko Sport se praktično nič ne spremeni, samo malo bolj umetno trdo postane vse skupaj. In pogon? Samo na sprednji kolesi, 4-kolesnega sploh ni. 1,6 litrski turbobencinski stroj pa ima 133 kW moči, ker je 180 konjev. Glede na tovarniški pospešek 8,2 sekunde do 100 bi vsaj po občutku pričakoval malce več dinamike, pa je zopet vse skupaj zelo umirjeno. Pri spodnjih vrtljajih je celo malce neprepričljiv, s samodejnim menjalnikom pa se pri ustavljanju in speljevanju nekako ne ujameta najbolje in potem malo cukata. Poraba pa ni slaba, povprečno 8 litrov na 100 km. Jasno, je nekaj lastnosti, ki nas motijo pri tem čisto novem avtu za Citroen, jih je pa ogromno, ki nas dejansko navdušijo.
Tole je daleč najbolj udoben avto v tem segmentu in zato je tole avto za vas, če vam je to najbolj pomembno. Testni zelo bogato opremo, po mojem kar z vso možno dodatno opremo in s popustom stane 36 000 evrov. Zdaj pa grem, ker tukaj piše Fest.